naši tovariši in Slovenskega kulturnega društva Tabor. Dobrodošli v Prosvetnem domu. Ob Mednarodnem dnevu pravic vseh žensk smo pomislili, da bi slavistka, državčanka, ženska Bogomila Kravos predstavila knjigo Moj test in tako bi najlepši prostovali ta naš dan. Z avtorico se boste pogovarjali urednica Slovenske matice, založba, pri kateri je knjiga šla, Ignacija Fridl, in novinarka Ivana Suhadolc. Lep večer. Hvala lepa in lepo pozdravljeni na današnjem večeru posvečenem Trstu in ženski. Bogomili Kravos. Najprej seveda naj sledi iskrena zahvala za ta današnji topel sprejem Slovenskemu kulturnemu društvu Tabor tukaj na občinah in seveda obema sogovornicama. Naj povem, da je Slovenska matica posebej počaščena, kadar lahko objavi delo kakšnega avtorja iz prostora, ki ne izhaja iz samega središča. Zakaj? Zaradi tega, ker je to tisti prostor, ki nam stavi zrcalo in ogledalo našemu slovenstvu in tudi naši matični Sloveniji, ki je prevečkrat in prevelikokrat zazrta sama vase. In ko smo brali, ko sem dobila rokopis Moj trst, sem se tudi jaz ogledovala v tem prostoru skozi besede Bogomile Kravos, skozi njene dragocene izkušnje in nagovorile so me, tako kot pravi za Trst Boris Pahor v enem svojih romanov, kjer zapiše, da je Trst prav poseben, tako spomladi, kot poleti, kot jeseni in tudi v zimskem času. In na enak način tudi Bogomila Kravos odpira vse letne čase. Letne čase, ki jih je slovenstvo preživljalo v tem prostoru. Letne čase, torej lepote, ko klije neka misel, narodna zavest. Tiste čase, ko je ta v poletnem polnem zanosu, pa tudi čase, ki jih je ta prostor preživljal težke in hude zime. In ta njena govorica je tako zelo dragocena, zato ker se mi v matični Sloveniji vseh teh letnih časov pogosto niti ne zavedamo. Vse nam je samoumevno in vsaka beseda, ki je zapisana v tej knjigi, nam sporoča, da moramo na novo določiti naše koordinate slovenstva, kot si jih predstavljamo, ujeti v tisto samovšečno središče, tam v sredi Ljubljane. Slovenska matica je založba, rekla bi, da ena redkih v celotnem prostoru, ki slovensko kulturo vedno razume kot enotni slovenski kulturni prostor. Naj vam povem, da je prav ta sintagma nastala v našem domovanju na Kongresnem trgu. Izrekel jo predsednik, nekdanji predsednik Slovenske matice, akademik Bogo Grafenauer, in ostaja v naši zavesti enako tudi danes v 21. stoletju. Zakaj ostaja v naši zavesti? Zaradi tega, ker če ne bomo razumeli, da je slovenstvo povsod tam, kjer se govori slovenski jezik, kjer prebiva slovenski živelj, potem nikakor ne bomo znali in zmogli določiti niti naše preteklosti, bogate in dragocene, niti narediti tehtnega premisleka o slovenstvu danes in niti določiti naših smernic za prihodnost. In prav zaradi tega mi je bilo tako zelo ljubo,
ko je, zdaj bomo rekli, pred kakšnim letom, še malo več, letom in pol, v mojo pisarno stopila Bogomila Kravos in sporočila, da ima nov roman, oziroma novo delo, bom rekla, o Trstu, avtobiografijo o Trstu, novo besedilo, novo knjigo. Bogomila Kravos za Slovensko matico seveda ni kakšna neznana avtorica. Za nas je že napisala biografijo o svojem očetu, ki je prav tako pomemben protagonist tudi te knjige. Prav tako pa seveda kot doktorica znanosti, tudi slovenskih znanosti, slovenske vede, napisala zelo pomembno monografijo o zgodovini gledališke dejavnosti tukaj na Tržaškem. Zato smo seveda takoj vedeli, da bo pred nami nova, izjemna, imenitna knjiga. Tokrat in v tem trenutku danes, ko seveda praznujemo tudi 8. marec, dan žena, toliko bolj dragocena, ker je to tisti Bogomilin mil, kakor govori njeno ime, in hkrati tudi strog, dosleden in oster pogled v samo sebe in hkrati v prostor in čas, ki ga je živela in ki ga živi še danes. In zdaj vam jaz kar predala besedo gospe Ivani. Bogomila želi še nekaj časa molčati. Torej, to ni, kot veste, ni prva predstavitev knjige Bogomile Kravos. Jaz sem šla na prvo, takoj, ko sem zvedela, da je napisala novo knjigo, ker vse njene tekste in knjige zelo rada berem. In seveda nisem bila razočarana. Naj takoj povem, da nekaj, kar me zelo všeč pri Bogomili Kravos, je njen jezik. Je tako lepa ta slovenščina, jaz prav uživam, ko to berem, ker tako teče, žubori, ni nobene težave, kjer se ne spotika. Se pozna, da je študirala slavistiko v Ljubljani in če lahko prevedem en italijanski izraz, se mi zdi, kot da bi svojo slovenščino oprala v Ljubljanici. To izhaja iz Manzonija, ki je rekel, da je svoj jezik, svoje perilo opral v Aachen. To, ko je pisal Prometheus skozi, je iz svojega teksta vrgel ven vse milanske izraze in jih nadomestil s toskanskimi. In tudi Milica rabi tak jezik, ki ga mi tukaj ne rabimo, je lepši, je bolj bogat. Ampak istočasno ona ne vrže ven iz tega jezika naših izrazov, tudi italijanskih izrazov, ki so neprevedljivi, ampak jih uporablja in jih v to vpleta. In torej ta jezik, ta bogat, lep, žuboreč jezik, jaz občutim kot svojega, ker ima vse elemente naše zamejščine. In torej je užitek, ne glede na to, lahko piše v gledališču, lahko piše zgodbo svojega očeta ali svojo zgodbo. Vedela sem, da mi bo všeč. Torej, bila sem na prvi predstavitvi na stadionu 1. maja pri Svetem Ivanu in sem knjigo takoj kupila in jo začela brati, ampak z napačnim pričakovanjem. Ker tam pri Svetem Ivanu so izpostavili razne anekdote, razne zabavne zgodbice, smo se tudi nasmejali, je bilo humoristično, je bilo ironično in jaz sem si pričakovala nekaj takega. In potem odprem knjigo, vesela, začnem brati prvo poglavje in kaj je takoj na prvi strani, da ne moram verjeti, nepremičnine. Naše nepremičnine. Nepremičnine kot ta, v kateri smo zdaj, prosvetni dom. Torej, o teh nepremičninah tu pa tam beremo na Primorskem dnevniku. In ponavadi beremo, da so jih bili primorani prodati. In to oni so tako zelo nebulozi nekje. Ne razumem točno, kdo so oni. Vedno so v krizi, ne razumem, zakaj so v krizi in kdo je kriv za to krizo, ampak pač so primorani, da to prodajajo. In potem nekdo to kupuje in če je slučajno kako ime zraven, so mi znana ta imena, ampak ne razumem nič.
In ona tako s prstom cak, noter nepremičnine. In takoj na drugi strani bistveno vprašanje. Kdo ima pravico do upravljanja skupnega dobrega? In kdo to upravljanje nadzira? Šapo, takoj prideš v stvar. In seveda jo opredeljujejo, da spada v skupino godrnjačev, da samo voha in da razbiva iz principa. Mislim, če postavljaš vprašanja, razbivaš iz principa. In to takoj na začetku nisem mogla verjeti. In seveda sem z velikim zanimanjem brala. In Milica piše, za denar gre, so ljudje, ki ne gradijo, grabijo in konec. In jaz sem polna občudovanja za to žensko, ki tako pogumno napiše te stvari, zelo lepo napiše in ubesedi en problem, ki ga jaz občutim, ker je, ko živiš tukaj, je en problem, nad katerim se zgražaš. Recimo, da piše, da bojo prodali prosvetni dom, recimo. Ti misliš, ne mogoče, ne more biti to. In potem slišiš, da so nekje drug dom, da so prodali v resnici. In to, da ne razumeš svojega sveta, je zelo frustrantno. Seveda so tudi anekdote in tako naprej, ampak so vsi ti dogodki, za katere se je premalo pisalo, oziroma če se je pisalo, tako da človek ni razumel, kaj je krat naše banke leta 1996 in to, da smo razdeljeni v dva tabora, pač tisto, kar je moje doživetje tega sveta. Nekaj, kar bi rada vprašala Milico, je, koliko je v tem res autobiografije in koliko je tudi stvari, ki jih ne smemo jemati dobesedno. Mislim, je toliko resnice v tej knjigi, ampak ni, da je resnično vsak. Torej, kako ti je prišla misel, da v tak, recimo, autobiografski roman, če da lahko tako definiram, upleteš to resnico, ki je bila tudi zelo sporna in zelo huda in težka. No, najprej naj se zahvalim društvu Tabor, v katerem se vedno počutim kot doma. Tako kot na stadionu. Samo na stadionu seveda smo izpostavili določene stvari, ker je bila prva predstavitev Tržaške, knjiga komaj šla, nihče je ni še prebral, tako da mi je danes lažje se pogovarjati o knjigi, o delu, ker je marsikdo pač prebral in imam tudi že neke odzive. V društvu Tabor, z društvom Tabor, Svetojevančani delimo problematiko, torej se razumemo tudi ne glede na Italijano, tudi na drugačno strukturo, konec koncev občine so vsaj do pred kratkim bile vas, zdaj žal izgubljajo to svojo posebnost. Mi smo bili vrženi v mesto, torej sem lahko samo zavidam vaši dejavnosti na društvu Tabor, pri nas vse usiha, ker se družba drugi. In meni je tukaj med vami zelo, zelo lepo, posebno danes, ko je 8. marec, da skupaj proslavljamo, ker mislim, da lahko proslavljamo na določeni ravni in da se vsi zastopimo. Knjiga nastaja po različnih spodbudah. Prva spodbuda je bila Ignacija, ki me je rekla, se boš napisala, ne, sej, proto, mislim, kakorkoli, pred 5 leti na program Slovenske matice in ker tako a priori navadno vedno daš nek širok naslov, moj trst je bil upisan naslov in moj trst je ostal. V teh letih sem razmišljala kaj in iskala spodbude. Spodbude, veste, naj povem, je, če berete, če poznate avtorje, veste, da je v vsakem njihovem delu del njih samih. Torej, vse je autobiografsko, tudi ko obravnavam gledališče, pravzaprav ga obravnavam iz svojega gledišča,
tako da je to vedno del mene. Velika spodbuda pri tem in niso prisotni v tej avtobiografski, recimo, prikazu, so moji fantje. Moji fantje me spodbujajo na vsakem koraku. Komaj me oni skušajo omejiti, tako jaz uporniško grem naprej. In to je pravzaprav jih občudujem, ker konec koncev iz njih črpam neverjetno moč. Ni da si upam, to je moje spoznanje in mislim, zakaj bi tajila, kar je. V osnovi pa, da sem se lotila recimo opisa šolskega obdobja, je bilo pri Eleni Ferrante. Drugo knjigo so mi poklonili v slovenskem prevodu. In zdaj, gotovo je bilo prevedeno čati, potem popravljeno, ampak tista deklica, oziroma punca, dekle, je še dijakinja, v drugi knjigi je dijakinja, ker doma so tako strašno revni, da ne bi mogla iti absolutno nikamor, ampak ona je odličnjakinja in zato lahko gre naprej. Samo pride do kriznega leta, izdela zadostnim in prevajalka kaj napiše. Ni dobila štipendije. Hudirji. Potem, ko pomislim, kako so naši doma fiksali, ker je bilo treba na začetku šolskega leta plačevati takse, šolske takse. In če si izdelal sedmico, si imel polovično, če si izdelal s osmico, je bila odlična. In ta Eva, seveda, gre za takse, ne za štipendijo. Kje smo mi dobivali štipendijo? Mi nismo živeli veliko starši. In to je sprožilo zaradi ne. Šola, moram povedati, da mi smo plačevali takse, smo si kupovali knjige in oče je proponiral, ker je rekel, za risanje je bilo treba vse prvo vrsto kupiti. To je bilo prvo. Mislim, spodbude najdeš kjerkoli. Druga je bil naš Jože Pirjevec, ki ga imamo vsi zelo radi, da zelo cenimo, samo on je imel eno. Mislim, da je v več segmentih bilo oddajeno po RTV, njegova biografija. In ni da ga bi gledala prav po televiziji, sem pač menjavala kanale in vidim njega, prisluhnem, ravno izreče ta stavek. Ja, ne, nisem jaz kot otrok, kot mladenič, nisem hodil v prosvetna društva, ker so bili tam komunisti. In zdaj to me je prizadelo pa res, ker veste, vi na občinah ste imeli Vilhelmov, dva brata, ki sta bila čisto krvna komunista. Ampak mislim, da svoje ideologije nista prinašala v društvo. In tako je bilo pri nas, pri Svetem Ivanu, mi smo imeli Nikota Škamperle, ki je oče od Igorja, ki je bil komunist po srcu, duši, ampak da bi on si upal kdaj spregovoriti o sekciji Vostok pri Svetem Ivanu, ma ni bilo govora, ma bi ga vrgli van, torej mislim, in da mi je rekel Jože Pirjevec kot zgodovina, da smo bili mi komunisti. Ne, mi smo bili Titovci, so nas opredeljevali kot Titovce. Ampak ta društva so bila odprta, v to društvo je lahko prišel kdorkoli. No in tukaj je zdaj, vidiš, drugi element za mojo pripoved. Torej to družbeno življenje, ki je pa res to, da potem sem morala pač opredeliti, ker vse skupaj jaz sem bila upeljana v to, da je treba za svoje delati, biti prisoten, biti na razpolago s tem in se tudi vse svoje znanje vedno skušati izboljšati, vedno skušati nekaj več, zato da lahko drugim daješ. Ni bilo to nobeno misijonsko poslanstvo, ne. Enostavno za skupnost.
In tako da sem se jaz bila v to upeljana že z majhnega in potem je bilo pač to povsem naravno, ko začneš zahajati na stadion, v društvo in si tam, potem zaideš, ko društvo zaide v krive, kar ni več v bistvu, zaideš v družbo takih ljudi, ki so spet tako nastrojeni kot ti. In mi smo bili oporečniki, mi smo bili tisti, ki smo, nismo rušili, nismo mislili absolutno nič rušiti, samo smo želeli popraviti družbo. Dati istočnico za to, da se družba lahko prenovi. Gotovo pri 20 letih si je normalno, mislim, da smo vsi bili prepričani, da se svet lahko spremeni. Bi bilo žalostno, če bi v to ne verjela danes več kljub ogromno leto. Ampak še vedno verjamem, da je vse odvisno od nas. Gotovo, da ni to enostavno, ni to lahko. Je pa, pisanje je vedno nekje tudi preverjanje samih sebe. Ko pišeš, vsaka zapisana beseda ima težo. Torej, ostane zapisana. In ta zavest, da ostane zapisana, je tudi ena velika odgovornost. Kaj napišeš? Kako napišeš? Zakaj? Imaš pravico soditi druge ljudi, jih obsojati celo. Ne, tega ne. Ampak povedati pa ja, svoje stališče in svoje gledišče. Če si se že ustavila, Ivana, pri nepremičninah, mene vsaka prodaja tako kot sebe boli. Ker jaz sem, ko sem prvič nastopila v gledališču, smo šli na gostovanje. Nedelja popoldne, Koper, in jaz sem takrat prvič videla, da se delijo dnevnice, medtem ko so gledališčniki takrat še živeli od tistih dnevnic, ker plače so prihajale, kar so prihajale. In je priljubljen gospod Joco, ki je iz žepa potegnil šop denarja in je dajal tako ta denar vsakomu. In tudi jaz sem dobila denar za kosilo. Za prevoz je dobil Lukaš, kar me pripeljal. Niti za trenutek nisem podvomila, da je on tisti denar pošteno razdelil in če mu je kaj ostalo v žepu, je tudi dal. On si je že znal zrihtati po svoje, kaj drugega, ampak da bi od tistega skupnega imel, ni bilo govora. Potem, ko sem raziskovala gledališko življenje, to pričevanja, kako so šmercali denar. V časopisni papir ovit denar, zato, mislim, za plače, glasbene matice, gledališča, Primorskega dnevnika. Vse to je bilo, torej, in potem vidiš tudi zgodovinarji povejo, da vse to, kar je bilo, je nastajalo. TKB je nastala tudi pri nas doma. Tudi pri nas doma in torej vse je bilo ilegalno. Vse je bilo s tistim denarjem, ki je bil pretihotapljen. In zdaj to s tako požrtvovalnostjo, tako so ti ljudje, ne vem, če se kdo od vas spominja, kako so pregledovali, ko si prehajal mejo. Je bila železna zavesa. To je bilo, ko so bile te na carini ženske, pa je bilo traumatično, ker tiste so šle do mislim, spodnjih hlačk. In to je bilo grozljivo. Ampak ti ljudje so imeli svoje kanale, so si upali kakorkoli. In to je bilo s takim trudom pridobljeno. Vsaka stvar. Zavezniki niso hoteli vrniti nič. Italija 54. leta še manj, ker je bilo vse tako lepo, tisto, kar je bilo prej našega imetja. Vse to so tako lepo spravili, da je bilo vse prodano. Seveda, če ti požgejo, če potem prihajajo še vsak drugi dan
ti polivati s pecino, kaj lahko napraviš? Prvič vzameš kredit za to, da in zdaj govorimo o Narodnem domu pri Svetem Ivanu, da popraviš. Drugič, ne veš več kaj napraviti in ti, kot so pravili, za bagatelno ceno smo morali prodati. Tako je šel Centralni narodni dom, tako je šel Narodni dom pri Svetem Ivanu in drugi narodni domovi, ki so bili tudi, recimo, konkretno pri Svetem Ivanu, verjetno tudi pri vas ste imeli več nepremičnin, je šlo potem na tiste zaupnike. Ampak, ko so zaupniki, bili najprej zavezniki, potem so bili prišla Italija in ni bilo mogoče prepisati. Zaupniki so umrli, dediči. In tako je bilo, torej so vse to gradili na novo. In zdaj, da se to prodaja tako in da so nekateri dobivajo še priznanja, zato ker plakete Boja in Dela, tudi jaz sem dobila napisem, ne zato, ker mi kaj kupila. No, mislim, kakorkoli, mene to žali. Ker jaz imam, verjemite mi, to je pa nekaj, kar si šteje v veliko čast. Do svojih prednikov, do vseh prednikov, bilo kateri, jih zelo, zelo spoštujem in sem jim zelo, zelo hvaležna. In se mi zdi greh, da to, kar so nam oni preskrbeli, da to uničujemo. Ker tukaj gre dejansko za uničenje nas samih. Ni da je v Sloveniji kaj boljše, ker konec koncev jaz tudi za banko, recimo TKB, vemo, kako so šla pogajanja, vemo, kdo se je dogovarjal s kom, zato da jo uničijo. Meni se zdi logično, tako kot smo delali ko smo bili otroci, da je sosedov imel lepšo igračo, ki smo si jo strašno želeli in če smo mogli, smo mu jo vzeli. Vsaj za kratek čas in se zmeli. Torej, mislim, to se mi zdi normalno. Uničenja pa ne. To se mi zdi, tako kot je danes v svetu, uničiti drugi narod, druge ljudi, to je greh. Glede Ljubljane, pa ti moram povedati, jaz sem magisterij in doktorat delala v Ljubljani. Brala pa svoje slovenščino v Ljubljani. Nisem in je tudi ne bom. Mi smo imeli veliko srečo. Gledališče v naši mladosti je imelo še to svoje poslanstvo. Še bolj za generacijo tisto takoj, ki so odraščali v povojnem času. Vsi igralci so bili zadolženi, da hodijo na teren učiti. In tudi naši starši, tudi ko niso mogli govoriti, so se zelo pazni na slovenščino. Tako da smo mi se vedno popravljali, vedno si bili v tem. In predvsem to gledališče nam je bilo šola. Šola v vseh pogledih, šola za življenje, vkolikor si spoznaval svet, ki ga v šoli nisi spoznaval, ker je bil so bile okoliščine take, da je bilo mogoče. Ampak tam si šel in predvsem jezik. To smo mi te igralce v bistvu posnemali. V izgovarjavi, mimo tega, da so te igralci popravljali. In tako da je pa res, je to, očitno je moj jezik, veš, jaz bi rekla tako, izpravil trsno. Od Svetega Ivana do Svetega Jakoba do Markole, tudi na občinah in vse prav. Tako da, mislim, da je prav v gledališču so bili tako zelo pozorni do izgovarjave, ampak izgovarjave v funkciji melodije stavka. Torej, ker v izgovarju naš vedno različne so recimo dublete. In ko je bila dubleta, so vedno diskutirali in predebatirali, katera je primorska. Tako da mislim, ni nikoli bilo, recimo jaz pišem o
megla, ne, megla, je bila megla. Mi smo imeli tudi v gledališču bila megla, ni bila megla. Odnos smo bili v šoli, ampak ne, to. Tako da, smisel za jezik, v bistvu, kot generacija spadam med tiste, kjer starši ne bi smeli govoriti, oziroma če so govorili utišano slovenščino, ampak so jo pa imeli prav zato mogoče toliko bolj radi. In torej to je tisti začetek. In potem priznam, to sem napisala v knjigi o svojem očetu. Zame je bila recimo velika, če sem predolga, me lahko kar prekinete in vprašate. Velika, dobra kolegica je bila Matejka Peterlin, ki mi je v določenem trenutku odkrila pravzaprav bogatstvo, ki ga nosim v sebi, oziroma ki ga imam od doma. Ko mi je rekla, ja, ampak ti si imela bogato otroštvo. In to je res, in to je zasluga mojega očeta. Torej, v bistvu jaz, tudi tega me je naučil, da se vse, kar je vrednega, kar se nam zdi pomembnega, da je treba prevzeti. Če vidiš nekje, da je nekaj, tudi drža, tudi tako da to je res. Ja, ampak mislim, da se tudi zavedaš, da imajo nekateri drugi, imajo vedno nekaj, česar ti nimaš. In tisto si lahko sposobiš, vzameš od drugih in si mu uvatiš samega sebe. In tega sem imela jaz, res. Ne, sem bila čisto normalna, nisem cenila teh ljudi, ki so prihajali, smo bili vzgojeni tako, da smo vse, ki so prihajali v naš dom, da smo vse spoštovali, tudi spoštljivi in prijazni. Je bilo pač preveč tega, tako iskreno povedam, potem, kam so prišli, ki jih ne omenjam, ker kaj bi jih omenjala, se jih vsi poznate, ko je prišel recimo Pahor, Boris Pahor so omenjali, pa kaj ga bom omenjala njega. In tam si moral biti pa sploh, je govoril on in konc. Še oče bi prišel do besede. Tako da se bi mi napreč niko. Eno bogatstvo, ki ga je treba prikazati, povedati, da smo to imeli oziroma imamo. No, ampak vendar ne, omenjaš nekaj teh duhovnih očetov, tudi sama si poudarila, kako zelo pomembni so, poleg seveda tvojega očeta lastnega, so čudovito izrisani določeni portreti Tržačanov. Za nas, ki jih toliko ne poznamo, je to tudi zelo dragocen portret Trsta, ne samo tvoj lastni avtoportret. Morda me nisi toliko presenetila s tem svojim uvodom, ker te poznam kot zelo analitično žensko, ki hoče preiskati, prodreti v globine in zato me ta analitična zgradba, ki je tudi v tej knjigi zelo prisotna, da začneš z pogledom na sedanjost in se potem oidipolsko vračaš v svojo lastno preteklost, ni toliko presenetila. Me je pa za nas, ki seveda smo tisti, ki ne vemo, da v Trstu ni štipendij, ampak takse, me je pa zelo dragoceno tudi to pričevanje o teh, bi rekla, Tržačanih, ki so potem tudi povzeti, prikazani na kratko z biografskimi podatki potem v tem sklepnem, bi rekla, slovarčku. Ja, tukaj vidite, je sodelovanje z urednico. No, mislim, nekoč so bili uredniki. Danes so danes pa urednici. Ne, ampak mislim, da je prav povedati. Je pomemben, ker ko najdeš neko skupno pogovor, predvsem je pogovor, ker eno je, poglejte, zato da je
ta knjiga nastala, sem jaz najprej napisala eno shemo. Shema, ki je 2-3 toliko gradiva in potem se človek čisti, ker če ne pride pripoved, ni zanimivo. Moraš čistiti enostavno in potem prideš do urednice, s katero, če si v dobrih odnosih in če si odprt in se lahko z njo pogovarjaš, kot je Ignacija, potem prideš do nekega, sporazumnega pregleda besedila, kjer dodajaš tisto, kar je. Moj namen je jaz vedno učim, veste, tako kot v razredu, tako se mi zdi, da moram povedati Slovencem v Sloveniji, kdo smo. Tako so bile moje knjige v gledališču in tako je tudi moj Trst. Ker konec koncev, naj povem, da reakcije so pa take v Sloveniji. Joj, kako ste mi trpeli. In jaz rečem, ne, tako kot vsak človek, ker življenje je to. So čudoviti dogodki in je tudi, kaj gre narobe. In so tudi nemogoči ljudje. In to je vsakdanost. Sem pa naletela na enega starejšega gospoda, ki je rekel, veste, jaz pa moram knjigo še enkrat prebrati. In to se mi je zdelo čudovito, ker konec koncev, če ne poznaš prostora, kraja, in če si slišal samo eno, kaj delajo naši predstavniki, hodijo beračiti, po mojem, spraševati za denar. In meni se zdi, da to nismo mi. Imam vedno v spominu, ko sem pač raziskovala, jaz sem raziskujem še vedno na papirju, moram videti stvari, torej ne surfam po internetu. Ampak to mi je ostalo zelo me presumlo pravzaprav, ker sem vedela, da človek živi v takih hudih ekonomskih razmerah. Je bilo 1947 leta, so imeli pač eno zborovanje, na katerem je bil tudi Virgil Šček, torej široko zasnovano, kako priti do svojega imetja, tistega, kar so fašisti vzeli. No, in piše na Primorski dnevnik en čuden pojav je bil, v bistvu slikar Samouk, ki se je preživljal s sobo slikarstvom, torej s pleskanjem. In ta gospod je napisal, oziroma dal med prostovoljne prispevke s tem zapisom. Kaj bomo prosjačili? Sami si zgradimo svoj narodni dom. In je dal 47. leta, je to ogromna cifra. 1000 ljudi. No, to mi pride, ta človek je živel v takih hudih razmerah, mogel pleskariti, imel se je za slikarja, slikal, ampak je od svojega dal tisto, kar je imel, zato da si zgradimo. Potem smo se pa navadili beračiti. Nismo sledili njegovemu zgledu in to se mi zdi, da ni čas. To tudi, ko pišemo o TKB in o tem, kaj so dobile jaz povračilo od tistih, mi gre na smeh, zato ker dejansko ne veš, če namreč, ker ni vredno joka, enostavno. V določenem trenutku človek pride menda do spoznanja, da je važno, da so, če ima recimo nasledstvo, če ima otroke, da otroci pridejo do kruha, da se otroci osamosvojijo, da živijo svoje življenje pač. In potem vse ostalo je odvečno, da ne bomo nesli nič s seboj na drugi svet. In to se mi zdi, da je ena taka osnovna logika, ki je dana vsem. Manita. Jaz bi Ignacijo vprašala, kako se ta knjiga prodaja v Sloveniji, kako slovenski bralci sprejemajo ta tekst, če se mi zdi eksotičen, če se mi zdi doma, kaj se vam zdi? Mislim, da je v Sloveniji še
veliko večji problem kot tukaj v vašem prostoru hudo upadanje bralne in knjižne kulture. Vse raziskave kažejo izjemen padec bralne pismenosti na Slovenskem, izposoje v knjižnicah so katastrofalne. Skratka, v Sloveniji se še veliko bolj izgublja ta zavest, da smo v slovenski jezik rojeni, da je to jezik, ki določa naše mišljenje, ki ga moramo negovati, kot ga zna negovati Bogomila. Zato bi rekla, da me presune izkušnja, ki sem jo slišala nedavno. Bili so Tržačani na obisku v Narodnem muzeju in kustosinja srednjih let, bolj mlada kot me, je rekla: "Joj, kako ste me presenetili, kako pa vi znate slovensko, odkot pa vi tako dobro slovensko govorite?" Skratka, to je žal res za vso mojo bolečino in žalostjo, ki jo moram tukaj izreči. Slovenska realnost, ki se nikoli ne bi smela zgoditi. Vsekakor pa moram priznati nekaj, da je knjiga Bogomile Kravos izjema, da je med Mateja bo več vedela, ki je vodja prodaje, med 3 najbolj prodajanimi knjigami slovenske matice lanskega leta. In da nas to zelo veseli, da se seveda bistveno več prodaja v tem prostoru, da pa vsekakor je tudi pri nas doživela odmev, morda tudi z tem odlomkom, za katerega bi pa želela Bogomilo. Ker je vsak trenutek tisti, ki pa vendarle še tudi v matični Sloveniji naleti na bolečino, ogorčenje in seveda tudi sočutje. Morda bo treba potem to povečati in postaviti kot reklamni obraz za knjigo, da vem. Meni se zdi, da je to del našega vsakdana, ampak govori o mojem šolanju pri Svetenjaku. Z vedno pretežko torbo v roki sem koračila s trga Goldoni proti barieri. Sključena starka mi je na korzu Saba prečkala pot in siknila: "Sporki ščavi de merda!" Otrpnila sem. Namenjeno je bilo prav meni, na pločniku sem bila sama. Kako? Zakaj? Kaj je na meni izdajalo pripadnost? Nobene zastave nisem imela okoli vratu. Bila sem oblečena spodobno, zelo boljša od teh let mojih let. Starka je sklepala po poti, po kateri smo hodili slovenski dijaki. Imela sem šolsko torbo, nesporno sem bila na poti v slovensko šolo. Starka je bila drobna, vse na njej je delovalo, kot bi bila v predsmrtnem krču, kot bi jo samo še sovraštvo držalo po konci. Če bi samo zamaknila stolko, bi jo podrla. Nisem naredila tega, saj bi je ne podrla. Preveč hudobije je bilo v njej. Bolelo me je. Bala sem se takih ljudi. Po zidovih izpisane žaljivke so se zažirale vame. Sram me je bilo. Sram me je bilo za moje sosede, ki so to pisali z namenom, da me in nas izbrišejo. Ja, ampak to je zdaj recimo se je odnos nekoliko spremenil, ampak zdaj imamo spet na vladi to, kar se vidite. Po drugi strani pozabljamo, da v določenih letih naši predniki niso mogli urediti zadev, ker o nas odločajo vedno veliki. Pri nas je bila železna zavesa. Ta železna zavesa je dejansko delovala. Danes vemo tudi, kaj je bil Gladjo,
kako so bile rdeče brigade s Cijo, Mossadom, vatikanskimi starki, vsi so bili v tistih rdečih brigadah in črnem terorju. To smo mi doživeli do 70-ih let, je bilo tako. In potem se je počasi začelo rahljati. Kaj bo bodoče? Mi smo, mislim, da to žal cepljeni. Me veseli, da se ustavijo ob tem odstavku. To je še odlomek, ki vzbudi dejansko premislek in autorefleksijo o tem, kaj preživljate oziroma kaj ste preživljali. Ja, jaz mislim, da je tudi vredno se zamisliti v to, do česar sem jaz prišla zelo pozno, ker slišiš vedno eno govorjenje, potem mi smo doživeli tako Kominform, Informbiro in to ločevanje duhov na levici. Ampak to je bilo funkcionalno na tisto, kar je zavezniška uprava že podstalno delala, melting pot. Tega mi nismo poznali, nismo vedeli. Vse to je bolj blaga oblika. In tukaj izpostavim, ko nam zidajo novo šolo, ki nima ne temeljev, ne strehe, ampak je nova šola, ampak so že učilnice narejene, ne za tisto, kar so bile dejansko učilnice, ampak manjše, ker se bo vse zreduciralo, ker je že vse programirano, da nas bo manj, da nas, mislim, ne moram reči iztrebijo, ampak unesejo v drugo kulturo, v drugi prostor. Napaka je v tem, da nismo vlagali v globlje razmišljanje o nas samih, da smo nasedli na to delitev duhov, desni, levi in to. In potem je prevladala logika denarja. Kdo bo več imel? In tukaj je pri tem pa dejansko Ivana, zakaj ne bi tega povedala? To je moj odnos do sveta. Meni se zdi, da je to absurd, da mi mečemo hrano proč in da drugi umirajo od lakote, da tretjim zakurimo vojne, zato da jih pobijamo in potem rečemo, smo človekoljubi in dajemo prispevke. Mislim, to beračenje meni ne gre v račun. Meni se zdi, da nisem nič, meni se zdi, da je treba to napisati. Ja, knjiga je zelo resnična. Vsem tem, kar pripoveduje, se človek prepoznava. Tudi, če ni doživljal istega, meni nobeden ni nikdar na cesteri puščal ali kakorkoli. Imaš srečo? Imam srečo, ampak je tudi, mogoče so bila drugačna leta, drugačne poti in jaz sem drugače doživljala svoje Slovenije. Ne, to se dogaja še danes. Se dogaja še danes, ampak kako napiše, ne vem, če je napisala, kaj je to, zdaj jaz to občutim kot njihov problem, to več moj problem. Mislim, da tudi mladi imajo eno samozavest zdaj, ki je mogoče takoj po vojni, prav zaradi teh pogojev niso imeli. Jaz sem moral reševati svojo hčerko in to ni bilo v povojnem času. Ne, mislim, teh in to v mestu, se je zateklo v telefonsko kabino. Se so jih kričali njeni prijateljici, tvoji hčerki manj, šport veščave, ko so šli na više. Jaz ne vem, jaz sem šla študirati na Univerzo v Benetke. In tam jaz sem bila privilegirana, ker ima zelo kompliciran priimek, za Italijane ne izgovorili, Luki ima H-je in C-je in čudne oblike. V tistem morju dijakov so se mene profesori zapomnili. Se niso zapomnili imena, ampak jaz sem bila tista čudna. In torej sem imela nekaj več od drugih, to je bilo otipljivo. Tudi recimo sem imela drugačno izgovorjavo tujega jezika, ker jaz sem recimo nemščino govorila s slovenskim naglasom, ker je profesor takoj opazil, da to ni italijanski naglas, to sem govorila zelo dobro. In meni je bilo to slovenstvo vedno bogatstvo, nekaj lepega. Mi, ki smo šli skozi naše slovensko kulturo in tako naprej, moji doma so švercali knjige iz Slovenije, iz menoj, ko sem spal
na knjigah v avtu, da jih niso našli na meji, ne, so bile slovenske knjige, za naše slovenske dijake, moji starši so učili, ko veš. No, ampak danes, 8. marec, tržaška občina je izdala tudi na Ukrajino uradna občina bilten zvitek o 8. marcu, samo v italijanščini, v nobenem spoštovanju do slovenskega jezika in do zakona 38. In se o tem se nišče ni še zgražal in se to gotovo niti ne bo zgražal. Mimo, meni to ne gre mimo. Ja, če se človek ne zauzema, niso pravice dosežene enkrat za vselej. Vsak dan terjati svoje pravice. Tudi ne moreš živeti, da kar naprej delaš, recimo ona piše o formularjih. Moraš vsaki zahtevati slovenski formular, pa se ti ne ljubi prav vse. Ja, jaz sem to delal 45 let. Ja, se je to delal. vedno napreži za tem, da nisi pri otrocih je to zelo delikatno, ker to seže v dno duše, mislim, se ti usede. To je zelo nesramno tudi od teh starcev. Naj povem, gotovo, da smo mi malo ne samozavestni, oziroma se kot bi nam bilo nerodno, da smo tukaj, ne znamo reagirati tako, kot bi morali. Spet bom navedla to, kar se je zgodilo pri Narodnem domu pri Svetem Ivanu. Ne bom šla v podrobnosti, ampak župan, tržaški župan, je prišel brez trobojnice. In zato tudi drugi župani so imeli v žepu trobojnico, vse niso dali. Zdaj, če človek nima trobojnice, ne predstavlja občine, po mojem. In torej se mu ne moreš od tistega, ki napoveduje, do predsednice države, nimaš kaj še, rečeš gospod in konec. Medtem, ko vsi gospod župan, če nimaš trobojnice na takem dogodku, ki je bila parada, seveda, hlimbe, bi rekel naš Josip Godina Papirski, dejansko, ker tisti ni še uporaben, ne vem, kdaj bo, ampak so se morali pač sprehoditi, se dobiti in nam povedati spet, da smo pri nas rečemo temu, da smo malo mone. Ker to je edini izraz, ki pokriva, to je ena taka široka beseda, bogata beseda. Ne, v slovarju slovenskega jezika je napišeno mona. Če ti rečeš nekomu mona, zgubi šar, nima več naporja. Mona je mona. In mona, ker je odvisno od intonacije. Je lahko ljubeznivo, kaj si mol, kaj si sprededuješ, je lahko pa tudi grobo, ali pa tudi neutralno. Tako da dejansko jaz bi rekel, da smo čisto bolj groba oblika mora. No, ampak ravno na neke vrste, kar je presudljivo v tem odlomku, ki si ga prebrala, je ravno ta zločin nad otrokom. Zločin nad otrokom, ki pa je prisoten v tej knjigi pogosto, da se tudi na tabo dogaja v šolskem sistemu, na tej narodni ravni, na priznanju svoje identitete slovenske, svojega jezika. In niso najbrž vsi razvili iz tega uporništva, ki je tebe seveda zaznamovalo. Tako. To je gre. Jaz sem imela krit hrbet. Zato jaz sem imela očeta za sabo, ko mi je recimo katehete v razredu, smo se pripravili prvo sveto obhajilo in imaš tu izpoved, takrat ima spoved obvezno. No in povedal, kateri so grehi, ki jih moramo povedati. Meni, je rekel, ampak ti pa boš morala povedati, da hodiš v gledališče. Smrtni greh.
naprej. In jaz pridem domov in povem, smo dosti govorili pri kosilu, da mi je rekel, gospod Šorle mi je rekel, da moram se spovedati. Joče, zaklev. In je rekel, bom uredil jaz. In mislim, da že popoldne je bil rekel, ni treba ti povedati. Tako da, ja, to je važno. Samo mislim, moji sošolci niso imeli takih staršev. To je hudo. Zato razumeš, jaz imam korajžo, ker vem, da je bil storjen greh nad temi ljudmi. Da smo mi ogromno zgubili, pa zgubili kot človeka. Mislim, gledam na integriteto človeka, ker imaš neko dostojanstvo. To dostojanstvo, ali mu daš neko oporo in podporo. In v tem, ja, žal naši učitelji niso bili ne pedagogi, pedagogi sploh niso bili. In to, žal je imelo, se niso mogoče niti zavedali v prostoru, v katerem živijo. Oni so, ker so prihajali od zunaj, so prenesli svojo, mislim, dediščino, ki so jo imeli od dom, so mislili, da lahko vzpostavijo tukaj. Medtem, ko tukaj je bil drug svet. Tukaj je bil, če se poglobite, malo pogledate v našo zgodovino, je bil vedno ta antagonizem. Si se moral dokazati, si moral priti se konfrontirati z drugim. Vedno je bilo to. In to te je utrdilo v bistvu. Če si se zavedal, če si imel, zato so se razvila društva, zato so bile čitalnice tako važne pri nas. Zato je bilo to tudi tako forsirano. Ni bilo zavest. Jaz sem tudi na SKGZ, enkrat so rekli, wow, kako lepo si to povedala. Nič nisem povedala, se so že zapisali. Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Gospodarstvo je važno, ker če nimaš denarja, beračiš, ampak obenem istočasno, usporedno, se mora razvijati kultura. To je razvoj. To je pisal tudi pa. Samo tako je lahko dejstvo, da si manjšin, bogatstvo in ne breme. Ker jaz mislim, da za vsakega človeka je pomembno, da izkusi to, kaj pomeni biti manjšinc. Si lahko jezikovni manjšinc, si lahko verski manjšinc, si lahko ekonomski manjšinc, si lahko seksualni manjšinc, ampak če ti imaš to izkušnjo nekje v tvojem življenju, potem lažje razumeš svet, lažje razumeš druge. Če tega izkušnje nisi imel nikoli in si vedno živel v ritmu in bil v večini in ni imel nikoli probleme z jezikom, z ničemer, si tok, si možno. Ne samo v Rimu, tudi v Ljubljani. Ja, o tem se ravno dogovorila. Ja, treba pa dodati še nekaj, da naše organizacije, bodi si SKGZ, tako da se stoče, prosi imajo za velike tudi kulturne ženke. Kar se pa tiče naše slovenske šole, se pa niso nikoli pretevene. Meni osebno, bodi si SKGZ kot SSO, so mi enostavno rekli, pusti, ne izgubljaj časa šolo, ker šola je državna šola. Mi pri teh vaših slovenskih šolah imamo kaj opraviti. In se mi lepo odslovili in sem šel bodi si SKGZ kot pri SSO. Hvala. Je in ni in je škoda, no. Škoda, ker to škoda potem žal. Zelo velika škoda. Škodo vidimo danes. Ja, na vsak način ena stvar, ne, tudi škoda, ker konec koncev tisto, kar je peljalo, jaz sem vedno v nekih raziskovalnih procesih, to ne glede na leta, mene to, mi ugaja, se vedno postavlja neka vprašanja in vedno vidim neke strašne vrzeli v mojem poznavanju prostora. Ko se zavedajo svoje nacionalne pripadnosti, Slovenci in Slovaki v Trstu, začnejo graditi tudi kulturo. Bogatijo in obenem
ker vejo, da brez zaletja, brez razvoja celote ne bo skupnosti. In ta skupnost se je razdrobila in ta skupnost po vojni mi je zelo žal, šola je bila popolnoma ločena od društv. Kot je rekel Bogi Pirjevec, je rekel, da smo bili komunisti, mi smo hodili v društvo, ker smo šli v društvo, vsak po svojih interesih, eden je pel, eden je recitiral, vsak je šel, namesto da bi bilo to skupno, tam je bilo ločevanje. Tam je bilo tisto ločevanje, ki je osnovni greh, ampak tudi to bi lahko bilo začasno, zdaj smo v Evropi, zdaj smo vsi, vsi enaki. Ne. Ker dejansko skupnost je pomembna. Skupnost eden drugemu dajemo in gradimo skupaj. Če ne, ni nič. Če ne, je vse skupaj prhko, se sesuje ob prvem vetrcu. Tako da dejansko nepremičnine, še nepremičnine prodajajo, kot vidiš. No, in tukaj imamo ta skupni interes z društvom. Oni imajo prosvetni dom, imamo. Ja, ne vem, če ni tam moj sosed vse skupaj prodal, ne vem. Poštambirala si s kavo? Ne bom, ker mislim, človek napravi, kar mora, več kot toliko ne moreš, pri nas pravimo lulat proti vetru. Cap proti buri. Prav, tako da, jaz bi, kaj rečete, kakšno vprašanje mogoče? Samo dopolnil to, kot ste rekli, kot je prosjačni, to sem jaz iz Slovenije, tako da vidim malo drugače. Je še samo pahal, pred moče 25-30 leti na televiziji, tu se je zdaj spomnil, se spominjal na zlat, tega se spomnil. Ja, ali v naši politiki hodi malo prosjač Ljubljano, malo v Rindu, kaj dobili. Zelo kratko je to bilo takrat, ker je to borbo za položni tam. Potem pa nas imamo šolske ekskurzije, pač delamo šolo v Ljubljani. Sem pa krašil skupaj. Ampak imamo ekskurzije v Bosno, Titov most, še vedno Sarajevo, Mostar, ali pa Nemčija, ali pa Rim, svetovni Rim, za mesto in nič. Nekaj časa sem jaz hodil te stvari, ampak potem so rekli, da je ni potrebno. Res lepe ekskurzije dnevne, od Bazovice pa tja do Štivana. So bile sicer bolj vojaško naštimane, ker bolj glavni voditelj nekako bolj vojaško nastaven, ampak smo dobili, kje je ta naš čas na svet. Tako da še zadnji povedal pa povedal, jaz kar precej hodim tukaj, danes po radiju sem slišal spet, da se ne smeri za mesto. No, ne smije, pa da se ni lepo, Ja, to so slišal pravi. To je problematično. Za nas je to problem. Od 80-ih let dalje, ko se je Pavle Verku o tem razpisal, je za nas to velik problem, ker je to zunanji pogled na nas. Določen. Ja, jaz kar precej sem razvajan, ker me se to zanima. Na tej strani bomo nekaj diktanje meja. Pa tudi mrske sem prošel zorganizirati, recimo izmenjavo zborov Slovenija tam pa tam. Ampak, da vam popravic povem, ali sem jaz imel tako srečo, vedno sem zelo težko od tukaj ljudi pripravil, da bomo nekaj organizirali, pa šli tja. A to je težko, nima časa, se ne da, tako da nismo samo Slovenci krivi, da vas ne poznamo. Recimo, če pogledam, jaz sem iz Komena, knjižnica Komen, vseh petek so prireditve in vedno hodi samo eden gospod iz tam vasi čez Mrejo, se je verjetno znanje, taki malo došepan. To je edini, kar hodi na to stran. Na uro stran seveda, na vašo recimo, pa hodijo po kosmicah, tukajšnji narod pa po benzin in tukaj se dosti konča.
No in še da malo čez našo šolstvo ruknem. Zelo je bilo reklamiran pust, ne? Pri nas, po srednjih šolah pust, ne? Prešernov dan, verjetno ni to ženi. Pust pa ja, pust pa ja. Tako da jaz, potem smo se še malo prvi ravnatelju, je rekel, da bo napisal odgovor, zakaj tako, ne. Jaz sem sicer ne do svojo proslavo v razredu, ne, ampak gledano tako, ne, je pust bil bolj važen, kot čeprav je prosti dan, Prešernov dan je kultura, je vse. Tako da je bom predal, hvala. Ne, je to velik problem poznavanja. Poglejte, že to, tu smo vsi omenjali to beračanje, ne? Beračanje tudi ima samo naš sosed, tako da lahko znam. Veste, ne vem odkot, oziroma si v svojih raziskavah se prišla tudi do tega, ta neponos. Po drugi strani pa je tudi res, da nekoč berač, to sem zadnjič doživela pred 20 leti v Barceloni, Ljubljana beračica, ki sem pač dala denarček. In ona mi je dala podobico. In takrat sem se spomnila, da berač je bil nekoč tisti, ki je seveda bil v potrebi, ampak je v zameno za tisti denarček ti nekaj dal ali molil zate. Ker konec koncev on je dal od svojega, kar je imel. Ko zdaj je samo jemanje, samo kopičenje. Ni da razumem, da greš vprašati, bi naredili to in to. In nekdo podpre. Napraviš in dobiš denar. Medtem, tukaj gre vse tako in je vse samo na ravni izmenjave. Mislim, te dejanske, fizične oziroma denarne izmenjave. In to ne vodi nikamor, ker človeški odnosi so važni. Zato pravim, jaz sem bi lahko zavidala, če bi ne želela, da gre tako naprej na občinah, da se razvija društvo. Ker društva so važna, društva, da se čutiš član neke skupnosti, neke povezanosti, da se pač z drugim pogovoriš, skregaš, ampak veš, kam hočeš priti. Potem, ko se mi zdi, da je naša tukaj, da je vse brezglavno. Tako da. Mislim, tudi Samo Pahor, recimo, Samo Pahor je, jaz sem ga imela v šoli kot ravnatelja, kot kolego, potem kot. Mislim, Samo Pahor je pač vodil svojo pot. Z njim sem tudi en projekt, sem ga vključil v projekt in vam povem po pravici, da sem tudi bila en tako bolj prostaški izraz, zato da mi je napisal tisto, za kar sem ga prosila, da napravi. Je napravno potem, ampak sem bila 2 meseca, sem bila nad njim. Tako da dejansko Samo je ogromno znan in ogromno smo mu tudi dolžni. So ljudje, ki so imeli določen ideal. Če pogledamo Prešerna, ker ste ga omenjali, seveda, po drugi strani je živel tudi svoje življenje, je pisal lepe pesmi in nam dal en čudovit, mislim, opus, ki nam žlahti življenje. Ampak svoje življenje je živel pa bolj tako, ne? In to ne moramo soditi, moramo vzeti od vsakega človeka, kar je pozitivnega za našo družbo, za nas kot tak. Je pa recimo zdaj, ko je dobil to priznanje Republike Slovenije, je zanimivo. Primorski je sicer pisal o tem, da se je to pač, da poročal o tem in potem meni se je zdelo normalno, da naše društvo da čestitke, ne, na Primorski dnevnik. Smo bili edini, ki smo mu dali čestitke. Sej kakorkoli, jaz sem tudi vem, kdo je Samo Pahor v celoti. In ga lahko tudi rečem, ni vse zato, kar se sveti. Ampak v določenem trenutku on je dosegel določene
stvari, ki jih, mislim, drugi niso. In zato mu moramo biti hvaležni. Ta stara leta, ali si človeku hvaležen, ali pa, ampak, če dobi priznanje, se je nam v čast tisto priznanje, se mi zdi. In nihče drugi, in vendar je bil on prisoten povsod. Kjerkoli so delali brošure o društvih, tam je bil on zraven in njim pomagal. Nihče se ni oglasil. Zdaj, razumem, da je človek že star in on bi ne mogel, ampak prav v tistih letih moraš dati priznanje in se mi zdi, stisniti roko, če ga svečaš. Na svet je bolj ravnan na kritike in zahvalil se za to. Ja, na kritike, ampak tudi na samohvalo, ne? Tako. Če nimate še kakšnega vprašanja, jaz sem tukaj na razpolago. Me veseli, me zelo veseli, da se knjiga bere in da se bralci in bralke spoznavajo v moji zgodbi, ki je tudi vaša in naša zgodba.